V soboto 16. januarja se je v Domu kulture Kamnik odvilo predtekmovanje za državno prvenstvo v gledališki improvizaciji. To je pa moja žena, cisterna. Ejte tikre vam gledajo. Šta boš šel noter? A v cisterno? Malo je tišija, kako? Čakaj se me že nisi dotaknil. Dej me boli, videl. Onak me boli, če moram tam noter. Onak. V cisterno! Za koga navijate? Jesenice! A vi gospodine za koga navijate? Zatimamo. Ali vi sa mnom da idete? Ajde gremo Dinamo, kaj sedite? Tale ima plavo majicu, pejte z nami gospod, Dinamo pa plave hlače, Kaj pa delajo tukaj? Gremo, igramo, pejmo. Več o Improligi nam je povedal vodja projekta Juš Milčinski. Improliga po definiciji, ki jo mi imamo, je vseslovensko prvenstvo v gledališki improvizaciji, kar pomeni, da se v bistvu mladi improvizatorji, predvsem mladi, tukaj dobivajo in med seboj spopadajo v različnih gledaliških veščinah. In če bi se kdo želel preizkusiti v Improligi, kje lahko začne? Ja, najlažji oziroma najboljši je začeti v šolski improligi, to se pravi v gimnazijskih časih. Za tiste, ki so malo starejši, pa kakšni najdejo prek prijateljev, pridejo v kakšno ekipo ali pa prek improvizacijskega tečaja, ki ga tudi organizira Improliga in je namenjen predvsem starejšim. Kakšen pa je odziv Slovencev na Improligo? Slovencem se mi zdi, da jim je kar všeč. Je tako malo drugačen koncept, kot so ga vajeni teh komedij, ki so recimo pripravljene naprej. Tukaj nikoli ne veš, kaj boš dobil. Možno je seveda, da včasih ne boš dobil tudi kaj dobrega, ampak načeloma jim je fajn predvsem zato, ker lahko vidijo te predloge, ki si jih sami zamislijo tudi na odru. Med sabo ste se pomerili ekipi Estonija in Veselička, ki jo je na domačem terenu zastopal Goran Završnik. Prireditev je povezoval komik Vid Valič ali slovenski Antonio Banderas. Bom pol malo pohengala, prav. Boš pela, da dva mami naredi pa reči. V glavnem, znotelo, upam. Res znotelo? Resno? Pa ne zgledate starejše 22. Pa te malo pretakam. Res, ko ta ena tako povezavo sem čutil tako, da se se... Mogoče zaradi parčka, ker tako da deluje tako malo klasično. Ja, tako, ja. Sorry, stari, res. Gremo naprej. Napet boj med ekipama se je zaključil zmago Veseličke. Še v zmagovalni euforiji smo ujeli Boštjana Gorenca Pižamo. Super je, ker pri nas se je ponovadi dogajalo Veselički, da smo na začetku ful dobro igrali, posle nam je šel pa skozi malo bolj dol, danes ne pa končno, tako da smo na koncu stisnili in tudi, da nam ni zmanjkalo energije, ampak smo pravzaprav čez celo tekmo nekako rasli in to mislim, da kar napoveduje, da smo letos spet borili za vsaj polfinale, če ne finale. Vas je presenetil izbor, da ste dobili svoj lasten izziv? A ja, pa niti ne po svoje, ker ga tudi vadili nismo forej, pač jaz sem nakrat, ker je bilo treba, pač vsaka ekipa da dva izziva, sem jih jaz malo pobrskal po netu, malo prerejal, poslal, to naša sem povedal, ampak nismo pa nič, ne vem, koliko preigravali tega na vajah, tako da ni bilo to, da bi rekel neka prednost v tem, ampak je bila mogoče prednost glih to, ker smo vse navajeni bolj tega nekaj odprtih prizorov in tukaj se je res dal zelo odprto igrati, se je dal narediti z neko tudi dramsko strukturo in vse, tako da nam je bil pa tako tip izziva pisan na kožo. Kaj pa kamniško občinstvo, ste bili zadovoljni z njim? Kamniško občinstvo je super, glasni. Yeah!